V soboto in nedeljo sem se udeležila 17. posveta slovenskih kulturnih društev, katoliških mesij, učiteljev slovenske dopolnilne šole in socialnih delavcev iz celotne Nemčije. Ta posvet je potekal v Bad Urachu, ki je znan prej kot Urah, kjer je nekaj časa živel in tiskal slovenske knjige tudi Primož Trubar, zato je imel tudi nek simboličen pomen na tem posvetu in je bil tudi ena izmed osrednjih točk tega posveta. V Nemčiji živi približno 40.000 Slovencev. In glede na to, da je Nemčija pomembna poslovna partnerica Slovenije, sem se pogovarjala s predstavniki sodelujočih na tem posvetu tudi o okrepitvi sodelovanja na gospodarskem področju med tamkaj živečimi Slovenci in pa seveda gospodarstveniki v Sloveniji. No, na tem posvetu so izvedli delavnice retorike, folklore, glasbeno delavnico, predavanja različna. Trubarjevo tiskarno smo si ogledali. Želeli so pa tudi pogovore s predstavniki iz Slovenije, med katerimi je bil veleposlanik Drobnič iz Berlina, nekaj konzulov, ki delujejo v Nemčiji, potem je bil tudi predsednik komisije za Slovence za mesto in po svetu iz državnega zbora Pukšič in pa seveda tudi želeli so se pogovarjati in deliti svoje izkušnje tudi z menoj kot s pristojno ministrico. No in pri teh pogovorih je med drugim bilo zelo izpostavljeno, da je to gospodarsko sodelovanje naših podjetnikov v Nemčiji prešibko oziroma premalo uporabljeno, če tako rečem, da je še veliko odprtih možnosti in da si gospodarstveniki, torej Slovenci, naši izseljenci v Nemčiji, želijo vlagati svoja sredstva in bolj sodelovati tudi v Sloveniji, s slovenskimi podjetniki, vendar imajo seveda pri tem nekatere probleme ali pa pogoje oziroma izpostavili so, kaj jih pri tem poslovanju moti. Naprimer, srečali so se tudi s korupcijo v Sloveniji, primer podjetnika, ki se je dogovarjal z nekim podjetjem v Sloveniji, zelo znanim oziroma pri velikem projektu, kjer je ponudil svoje izdelke pravzaprav za polovično ceno tega, kar je bilo potem sprejeto, vendar je najprej dobil vprašanje, koliko bo dal za krajevni nogometni klub. In takrat je rekel, da takšnega sodelovanja se pa on ne gre. Sedaj je ta projekt v Sloveniji izredno drag, vsi ga poznamo in on se je umaknil iz tega poslovanja. Potem jih seveda moti tudi to, da so pri nas administrativni ukrepi preveč zapleteni, da potrebujejo preveč časa, da lahko pridobijo gradbeno dovoljenje in pa potem uporabno dovoljenje in zato gredo raje na druge trge, kjer je to pridobivanje dokumentacije lažje, bolj enostavno in hitrejše. Potem jih zelo muči ali pa moti plačilna nedisciplina in to, da ne moreš doseči potem pravice na sodišču in da ti postopki niso končani v nekem normalnem času, ampak se vse skupaj zelo vleče, ker so to kar nekajkrat poizkusili in so se tudi zaradi tega umaknili iz poslovanja v Sloveniji. Sami prisotni podjetniki so pa dejali, da si pa želijo, da bi to poslovanje okrepili, želijo tudi na nek način pomagati, vlagati v Slovenijo, vendar pač imajo vse te pomisleke. No in naloga Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je ta, da smo neko stičišče informacij
in pa da pripravljamo in uresničujemo tudi strategijo sodelovanja Slovenci za mesto in po svetu. In v tem času želimo okrepiti, še posebej okrepiti sodelovanje na gospodarskem področju in sodelovanje na znanstvenem področju. Kajti novi val slovenskih izseljencev je prav val mladih izobraženih ljudi, ki se na nek drug način v tujini tudi povezujejo preko sodobnih komunikacijskih tehnologij Facebooka, kot vsi vemo, in si tudi želijo sodelovati s Slovenijo. Tudi nekaj takih je bilo prisotnih na tem posvetu. No, in ker Urad za Slovence za mesto in po svetu že ima izdelano strategijo gospodarskega sodelovanja, bomo to strategijo dosledno izvajali v prihodnosti in še ukrepili. In na podlagi tega posveta v Bad Urahu sem se tudi odločila, da bomo v jeseni pripravili verjetno v severovzhodni Sloveniji delavnico ali okroglo mizo, srečanje slovenskih izseljenskih gospodarstvenikov v Nemčiji z našimi gospodarstveniki v severovzhodni Sloveniji. Zakaj prav v severovzhodni Sloveniji? Ker so sami izrazili to željo, ker prav veliko Slovencev v Nemčiji prihaja iz tega dela Slovenije in že na nek način sodelujo in si želijo prav, da bi navezali določene stike s podjetniki, gospodarstveniki prav v severovzhodni Sloveniji. Seveda bomo potem nadaljevali tudi v drugih koncih Slovenije. Pri tem bomo še okrepili tudi sodelovanje z gospodarskimi organizacijami v zamejstvu, tako že intenzivno sodelujemo z našo, kako se imenuje, Slovenska deželna zadružna zveza v Trstu in pa v Celovcu Slovenska gospodarska zveza. Ta imena so si tako podobna, da včasih malo še imam težave. Po svetu in v Evropi deluje tudi nekaj slovenskih poslovnih klubov, tudi tak je znan tudi v Ameriki, tudi v Nemčiji ga imajo in še v nekaterih drugih državah. Tudi sodelovanje s temi klubi želimo okrepiti. Seveda vse z namenom, da na ta način tudi Urad za Slovence za mesto in po svetu prispeva k krepitvi gospodarskega sodelovanja, krepitvi gospodarstva v Sloveniji, ker vidimo nove možnosti in priložnosti. In urad je to stičišče informacij in pa tudi stikov, seveda tudi sofinanciramo mnoge projekte in težo tega sodelovanja bomo gotovo dali v prihodnosti na gospodarstvo.